Lepo pozdravljeni, dobrodošli na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Jaz sem Miha Bejek, tukaj bom povezoval oziroma nekako usmerjal tole predstavitev. Tukaj so pa z mano kolegi z fakultete in pa še z drugih fakultet, ki imamo skupaj interdisciplinarne programe, da vam bomo predstavili, kaj ponujamo na fakulteti, kaj lahko tukaj študirate. Tako, dragi obiskovalci, pozdravnemu na govoru, sedaj vabim dekanjo Fakultete za računalništvo in informatiko, izredno profesorico doktorico Mojco Ciglarič. Hvala lepa. Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovani spremljevalci, starši, učitelji in vsi ostali, ki ste danes tukaj z nami v tej predavalnici. Najprej bi vam rada izrekla dobrodošlico, res zelo lepo vas je videti toliko veliko tukaj, zelo lepo je, da kar poka po živih predavalnicah, vsi boste dobili vse informacije, ki jih potrebujete. Zelo vesela sem tudi, da vidim kar nekaj deklet med vami, vi ste še posebej dobrodošle in posebej pozdravljene. Zdaj, za ta kratek uvod, ki ga imam jaz na voljo zdajle, bi rada nekaj besed povedala o tem, kaj sploh je računalništvo. Saj verjetno eno podobo že imate vsi o tem, tudi če vas zanimajo bolj interdisciplinarni študiji, kot ta naš jedrni računalniški študij, boste se mogli z računalništvom skozi srečevati, ne? Tako da par besed o tem. Danes zelo pogosto slišimo frazo, podatki so nova nafta. Nafta, ne, daje energijo, ne vem, za poganja stroje, poganja prevozna sredstva, ne, praktično pol sveta bi se ustavili, če jo ne bi imeli. Podatki pa poganjajo digitalizacijo in vse procese, ki so z njo povezani. Če imamo dobre podatke, jih lahko s primernim raziskovanjem, obdelovanjem tako obrnemo, da nam pokažejo, ne vem, kako se da recimo pozdraviti raka. Lahko s pomočjo njih naredimo varno samovozeče vozilo, se pravi avtomobil, ki ne bo rabil voznika in bo s pomočjo raznih senzorjev in kamer varno vas pripeljal na ciljno lokacijo, ne. Pa še kaj drugega, ne. To sta recimo dva taka izziva, ki nas danes še čakata, mogoče jih boste vi rešili. In v bistvu v računalništvu se v glavnem s podatki ukvarjamo. Najprej jih moramo zajeti, najbolj enostaven in tak v bistvu že skoraj iz kamene dobe način je, da jih prek tipkovnice vnesemo. Seveda imamo pa danes tudi veliko bolj napredne načine, ne. Lahko jih zajamemo s kamero, ne, se pravi nek posnetek, lahko jih z mikrofonom, imamo več predstavne podatke, lahko neke senzorje imamo, ki zajemajo, ne vem, recimo temperaturo v okolju merijo ali kaj podobnega, pa še drugi načini so, ne. Potem te podatke, ki jih zajamemo, moramo malo obdelati, očistiti, odstraniti šume, odstraniti podatke, ki so očitno napačni. Recimo, če bi mi izmerili, da je danes v Ljubljani bila zjutraj temperatura -100 stopinj, vemo, da je to sigurno napačen podatek, ne. Take potem odstranimo, da nam ne kvarijo slike. Potem podatke lahko še opremimo z metapodatki, recimo kdaj so bili zajeti, kje, kdo jih je zajel, s kakšno napravo in podobno, ne. Jih zapišemo v drugo obliko, kakšne preproste matematične operacije naredimo nad njimi, ampak potem jih moramo pa shraniti. Shranjevanje podatkov je cela znanost, sploh če je teh podatkov ogromno. Veliki podatki, big data, za ta izraz ste verjetno že slišali, ne. Kako organizirati, en disk ni dovolj, kako organizirati diskovje, da bojo vsi podatki smiselno shranjeni, da bojo hitro dostopni, učinkovito, da bodo od koderkoli dostopni, da bo ta dostop do njih varen, se pravi, da ne bo mogel do njih dostopati nekdo, ki ni upravičen, da jih ne bo možno pokvariti, se pravi spreminjati strani kakšnih zlonamernih uporabnikov. Kako zagotoviti zanesljivost? Recimo, če nek disk odpove, mi želimo te podatke še vseeno imeti dostopne, ne. Se pravi, tukaj smo zdaj čisto na teh sistemskih infrastrukturnih področjih. Kako omogočati dostop do podatkov prek interneta? Tukaj moramo vedeti, kako deluje internet, kako delujejo omrežja. In potem zadnja stvar, v bistvu tista češnja na torti, a ne, je pa obdelava podatkov. Danes znamo podatke obdelovati na zelo kompleksne načine. Niso samo te enostavne matematične metode, a ne, so tudi zelo napredne statistične metode, pa umetno inteligenco imamo, ne, nevronske mreže, to so zelo kompleksni, zelo procesorsko zahtevni algoritmi, ki nam pa tudi zelo veliko znanja znajo iz teh podatkov izbrskati. Tako da vse to se boste naučili pri nas na FRIU. Seveda zato, da boste to lahko delali, bo pa treba znati programirati. Vse to v bistvu delajo neki programi. In stalnica, ne glede na to, na kateri študij se boste vpisali, bo programiranje.
Najprej seveda začeli boste s preprostimi programi, naučili se jih boste sestavljati, programirati različne jezike, različne tehnologije, testirati, metodologije razvoja se boste naučili in to bo vaše osnovno orodje na računalništvu. Naši pedagogi in raziskovalci vsa ta področja, ki sem jih omenila, zelo dobro poznajo in tudi z navdušenjem znanje študentom predajajo. Imamo izjemno dobre pedagoge. Tako da tisti, ki se boste k nam vpisali, boste v bistvu svojo radovednost lahko potešili na zelo različnih področjih. Kaj pa želimo mi videti pri svojih študentih? To je pa predvsem navdušenje. Ni treba, da ne vem, kaj znate, ko se vpisujete na fakulteto, ampak želeli bi si, da vas zanima računalništvo, da imate eno tako radovednost in da se z veseljem zakopljete, ko vam ponudimo kakšen izziv ali pa kakšno novo področje. Zdaj, kaj lahko pričakujete? Sigurno vas bomo na FRIU matrali. Mi si želimo, da bi študente veliko naučili in to ni tako, da bi vas crkljala, ampak moramo biti kar zahtevni do vas. Delati boste morali, bomo pa vam stali ob strani, se pravi, bomo vam omogočali vse, kar potrebujete, da se boste naučili in da boste ta visok nivo znanja tudi zares usvojili. Če vas ni strah, da boste mogli v to zagrizniti, da si boste mogli v bistvu brusiti prste na tipkovnicah in se učiti, potem ste danes prišli na pravo fakulteto za ta informativni dan. Ko boste pa študij končali, seveda vaša nagrada bo zelo široko znanje in diploma na področju, ki je danes in v Sloveniji in po svetu med najbolj iskanimi. Vi ne boste brez službe. Je zelo dobro plačano, tipično so zelo ugodne delovne razmere, prijetno delovno okolje, delo je pa pestro. Na vseh področjih se znajdete od, medicine do strojništva, do psihologije, čisto vse, kaj vas zanima, Se pravi, na vseh teh področjih boste svoja znanja lahko uporabljali. Polno izzivov bo, dolg čas vam ne bo. Delo je več kot primerno, tudi za dekleta, to moram posebej poudariti, če so še kakšni predsodki na tem področju. Ženski sicer v računalniškem poklicu manj, kot bi si želeli, ampak tiste, ki so pa uspešne in dobro delajo. Tako da kar upogumite se, če imate še dvome. Zdaj, bolj podrobno nam bodo FRI pa naše študijske programe predstavili moji kolegi. Sama se vam na tem mestu še enkrat zahvaljujem, da ste danes prišli sem in vam želim prijetno dopoldne še naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala dekani za te uvodne besede. Sedaj pa predajam besedo docentu dr. Slavku Žitniku, ki bo na kratko predstavil še nekako področja računalništva in informatike oziroma pomen teh področij in razložil, komu je študij na FRI namenjen, kar mogoče ni že dekanja povedala. Vsi lepo pozdravljeni, me veseli, da je tak velik interes. Tako da vsi nekako veste, mogoče ali pa si vsaj predstavljate, kaj je računalništvo, kje računalnike uporabljamo in verjetno si danes nekako ne moramo predstavljati življenja, brez da ga ne bi na nekem področju uporabljali. A je to mogoče za zabavo, za delo, za plačevanje v podatkovnih centrih, kjer se nahajajo naši podatki, da pregledujemo svojo pošto, delimo slike in tako naprej. Ne nazadnje tudi uporabljajo se v robotih, jih nadzorujejo, v avtomobilih, v domačih napravah in tako naprej. Seveda se ob digitalizaciji, ob napredku pojavljajo poleg tehničnih izzivov tudi etični izzivi, moralni izzivi morda in v družbi mogoče velikokrat slišite, da bodo računalniki prevzeli svet. Zdaj mogoče se lahko tukaj sposodim vprašanje našega kolega, akademskega profesorja dr. Ivana Bratka, ki je en pionirjev umetne inteligence in njegovo vprašanje je, kako bodo pa to storili. No, in tukaj na fakulteti boste vi tisti, ki boste nekako ugotovili, kako obvladati to visoko tehnologijo in jo uporabiti v prid človeštva. Tako da boste potem znali tudi splošno razlagati, kaj so prednosti in mogoče tudi kakšne slabosti. Seveda vsaka tehnologija, vsaka revolucija prinese tudi neke slabosti, ki se morda zdaj vidijo kot slabosti, pa v prihodnosti ne bodo tako prepoznane. Tako kot če se včasih spomnimo, danes vsi gledamo tablice, telefone, v času, ko so se pojavili časopisi, so pa vsi na avtobusih brali časopise, pa se je to takrat zdela podobna situacija. Tako da verjamem in upam, da
če še ne veste, kje so računalniki, kako se uporabljajo, vse, kako tehnologija se stoji od strojne opreme pa vse do visokonivojskih programskih jezikov, vse to se boste lahko tukaj naučili in do konca prve stopnje in potem še, če boste nadaljevali študij, lahko to znanje še naprej utrjevali. Zdaj, če gremo mogoče povedati še kaj o fakulteti, o naših prostorih. Zdaj, fakulteta se tukaj nahaja nekje od 2014, ko smo se preselili iz Tržaške ulice. Smo v zelenem delu Ljubljane, mogoče malo odmaknjeni, zraven nas je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, nasproti čez potoček Biotehniška fakulteta. Pričakuje se, da bomo v bližini pridobili še kakšno drugo fakulteto, tako da iz tega vidika se tudi tukaj dogaja življenje, čeprav se vam morda ne zdi. Kar se tiče prostorov, imamo dovolj predavalnic, računalniških učilnic, tudi napredne opreme, kot je na primer zmogljivi računalniki, ki jih boste morda potrebovali za kakšne napredne analize. In tudi imamo dovolj laboratorijev in osebja, pedagogov, raziskovalcev, ki delajo v teh laboratorijih. In seveda, kadarkoli ste vabljeni, da obiščete kakšen laboratorij, pogledate, na katerih projektih dodela in zagotovo boste našli vse vidike nekako zastopane, vse vidike računalništva, ki vas zanimajo, vsaj da najdete nek kontakt na naši fakulteti. Če pa že ne direkten kontakt, bomo povedali, na koga vas lahko usmerimo. Poleg nas, ki smo tukaj zaposleni, ste seveda glavni študenti oziroma boste glavni študenti. Vpisanih imamo trenutno več kot 1600 študentov, potem so tukaj še pedagogi, raziskovalci, strokovne službe, ki vsem nam pomagajo, da zdaj za vas prva stvar je to, da bomo omogočili, da se boste lahko vpisali, da boste potem imeli na voljo urnike, pomoč pri prijavi na izpite in tako naprej. Poleg teh, ki smo pa stalno tukaj prisotni, pa seveda ohranjamo kontakte z našimi alumni, ki že delajo v podjetjih in se nekateri predvsem radi vračajo na fakulteto in vračajo nazaj novo znanje, tudi prek programskega sveta nekako usmerjajo in sporočajo, katere tehnologije so morda tiste, ki so ključne, ki se uporabljajo v trenutnem svetu, da jih vključujemo in posodabljamo učne programe, torej da so naši učni programi in predmeti ves čas v koraku s časom. Tako da ne si misliti, če boste morda od koga slišali, da kakšen profesor uporablja prosojnice stare 10 let, morda je kakšna prosojnica kje toliko stara, ampak mislim, da večino prosojnic se kar redno posodablja. Morda trenutno še ne veste, kaj se boste naučili oziroma kaj vas zanima. Torej, tekom študija, kot boste prihodnje tudi pri nadaljevanju prezentacije spoznali, boste imeli nekaj obveznih predmetov, nekaj izbirnih predmetov in tam se boste lahko usmerjali v področje, ki vas zanima. Zdaj, to je lahko robotika, to je lahko podatkovna analitika, to je mogoče lahko tudi management na področju informatike, ampak vsako področje, ki ga morda vidite v teh krogcih, boste spoznali vsaj do nekih osnov. Tista področja, kjer se boste pa želeli bolj specializirati, boste pa seveda lahko izbrali poglobljene predmete in tam postali tudi eksperti. Na koncu prve stopnje boste dobili nek naziv, odvisno od tega, kateri program si boste izbrali, in možnosti za zaposlitev imate ogromno, ne samo na ozkem področju računalništva, torej programiranju določenih specifičnih zalednih sistemov, ampak tudi v delu z drugimi eksperti, na primer v zdravstvu ali drugih področjih. Se pravi, to interdisciplinarno sodelovanje je zelo pomembno in vam tudi omogoča, da se boste lahko skoraj da kjerkoli zaposlili. Seveda, vi boste ekspert računalništva, tehničnega področja in tekom dela na drugih področjih boste dobili tudi domensko znanje, ki vam bo še
dvigovalo vašo ekspertizo. Zdaj, omenil sem že alumne in povezave z gospodarstvom. Fakulteta, kot boste tudi videli potem, ko se boste sprehodili na okolje, je zelo vpeta v sodelovanje z gospodarstvom in mednarodnim okoljem. Zdaj, če se najprej osredotočimo na gospodarstvo, imamo na fakulteti kar nekaj rednih predavanj, ki jih organizirajo podjetja, torej da lahko neposredno tudi vidite praktične izkušnje in uporabo tega, kar učimo tekom študija v praksi. Tudi v okviru predmetov, kar nekaj pedagogov nas je takih, ki vabimo predstavnike z gospodarstva, da pri določenih temah eksplicitno povejo, kako probleme rešujejo oni na svoj način. Poleg tega, morda veste, da kar nekaj računalničarjev zaide tudi na svojo pot. V okviru fakultete imamo nek pospeševalnik, ki mu pravimo garaža, in tam vam lahko nudimo kontakte, okolje, možnosti, izobraževanja tudi, da se lahko podate na svojo pot že proti koncu študija, testirate svojo idejo in razvijete nek prototip, ki ga lahko potem testirate na trgu. Iz garaže imamo tudi že nekaj uspešnih zgodb in lahko se tudi oglasite gor v garaži, v avli, mislim, da nek rumen prostor, pa vam bodo lahko o tem kaj več povedali. Pri nekaterih študijih so tudi obvezne prakse v podjetjih, predvsem visokošolski študij, tako da prek tega lahko tudi dobite neposredne delovne izkušnje, ampak vsem pa priporočam predvsem, da si te izkušnje tekom študija tudi sami pridobite, če se da v časih, ko ste manj obremenjeni s študijem, se pravi v poletnih mesecih, v mesecih, ko pa se pričakuje, da ste na fakulteti, se pa raje posvetite fakulteti. Torej, študentsko delo izkoriste, da spoznate kakšno tehnologijo na področju računalništva, raje to, kot da delate na kakšnem drugem področju in v času izven študija. To bo še povečalo vašo vrednost po koncu študija. Zdaj v nadaljevanju sem že omenil, da bodo predstavljeni programi. Zdaj, tukaj so programi, med katerimi lahko izbirate na naši fakulteti na prvi stopni. Torej imamo dva matična programa računalništva in informatike, torej programa, kjer se boste predvsem fokusirali na tehnike, algoritme, metode, nekako na dveh nivojih, razlike bodo predstavljene potem v prihodnje. Potem imamo pa še 3 programe, ki jih izvajamo z drugimi fakultetami, članicami Univerze v Ljubljani. To je računalništvo in matematika, ki se izvaja skupaj z Fakulteto za matematiko in fiziko. Multimedija, to je program, ki ga izvajamo s Fakulteto za elektrotehniko, in upravna informatika, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za upravo. Tej 3 interdisciplinarni študiji so bili oblikovani predvsem z namenom, da poleg tega, da ste eksperti na področju računalništva, da pridobite še neka druga širša znanja, ki vam bodo omogočila ali lažji študij na nekih specializiranih področjih v prihodnosti ali pa delo na kakšnih specifičnih področjih. Zdaj, preden predam besedo, mogoče pomembno še tole, ste na koraku, kjer se odločate, kateri študij izbrati v prihodnosti. Veste, da če si računalničar ali pa ekspert na tem področju, lahko dobiš službo, imaš lahko visoke plače in tako naprej. Zdaj, če je samo to vaš glavni motiv, da se vpišete na fakulteto, potem je morda bolj, da izberete kakšen drug program ali pa da mogoče premislite, če je to res tisto, kar si želite. Vpišite se na kakšnega od teh programov, predvsem, če vas veseli, da rešite kakšen kompleksen problem, da poskusite nekaj avtomatizirati, da vas zanimajo algoritmi, podatkovne baze, za kakšne take tehnične stvari, za katere ste morda že kdaj slišali. Ni potrebno, da te stvari že obvladate, da jih znate, to smo vse tukaj naučili, ampak naj bo veselje tisto, ki vas vodi v to, da boste izbrali program na naši fakulteti. To bi bilo za začetek z moje strani, zdaj bi pa predal besedo naprej. Hvala, Slavko. Sedaj, kot je bilo že napovedano, prehajamo na predstavitve posameznih študijskih programov in k mikrofonu bom najprej povabil profesorja dr. Zorana Bosniča, ki bo predstavil naša osrednja programa, univerzitetni študijski program računalništvo in informatika ter visokošolski strokovni študijski program računalništvo in informatika. Evo, Zoran, izvoli.
En lep dobrodan vsem z moje strani. Torej, prehajamo na tisti del predstavitve, zaradi katerega ste najbolj verjetno prišli, ne to, da zveste, kakšne študijske programe izvajamo. Tako kot me je kolega predstavil, jaz sem profesor na tej fakulteti, pa imam tudi vlogo skrbnika, to je v srednješolskem kontekstu neke vrste razrednik mogoče univerzitetnega študijskega programa, to je ta prvi, ki ga bomo predstavili. Ne? Zdaj opazili ste iz dosedanje predstavitve, da imamo v bistvu kar dva programa, ki imata isto ime, računalništvo in informatika. Eden je univerzitetni, drugi je visokošolski strokovni. Preden vam pojasnim razliko med njima dvema, imamo tukaj le gor par teh osnovnih podatkov, ki bi vas mogoče znali zanimati, in sicer število razpisanih vpisnih mest vidimo na univerzitetnem programu, za katerega slajd zdaj najprej gledamo, 170, lansko leto je bila omejitev vpisa 70 točk, pa vpisne pogoje predvidevam, da že dobro poznate, tako da govorimo tukaj o splošni maturi ali pa poklicni maturi z dodatnim maturitetnim predmetom. Drugi program, če še za njega pogledamo najprej te formalne pogoje, to je visokošolski študijski program, malo manj mest, 165 za redni, tukaj imamo tudi izredni študij, 66,5 točk je bila meja za vpis na ta program lansko leto. No, lahko se zdaj vprašamo, kaj je zdaj razlika med tema dvema programoma? Oba dva sta računalništvo in informatika. Če začnemo mogoče z univerzitetnim, upam si reči za njega, da je težji program. Upam si za njega reči tudi to, da mogoče malo bolj targetira gimnazijce, to je malo drzna izjava, ampak recimo, pa upam si reči, da je to v bistvu za ljudi, ki nekako imajo vizijo mogoče se šolati naprej, morda še na drugi stopnji, ali pa prevzeti mogoče kakšne bolj intenzivna, bolj napredna delovna mesta, kjer v bistvu za izvajanje dela potrebuješ malo več poglobljenih znanj z področja računalništva in informatika. Medtem visokošolski strokovni program, zdaj za prvega sem rekel, da je težji, mogoče je tale malenkost lažji, kar še ne pomeni, da je lahek, za oba dva programa trdim, da sta intenzivna. Ta program je mogoče malo bolj usmerjen tistim, ki ponovno drzna izjava, prihajate mogoče iz poklicnih šol, predvsem pa tistim, ki si želijo na nek način hitro priti do zaposlitve, se pravi po prvi stopnji, čim prej iti v službo, čim prej začeti delati, biti usposobljeni z nekaterimi osnovnimi računalniškimi znanji, in to je tudi razlog, zakaj ima ta drugi program, kot bomo videli malo kasneje v predmetniku, obvezno delovno prakso v 3. letniku. Takoj naj povem, da to ne pomeni, da če greste na visokošolski študijski program, da ne morete študirati naprej na drugi stopnji. Seveda lahko, ampak druga stopnja, to je magistrski študij, je relativno bolj intenziven študij od prve stopnje in seveda stopnička, ta prehod z prve stopnje na drugo je dosti lažji, če si se lotil univerzitetnega študija na prvi stopnji. Tako da to vam pravim zato, da vam probam malo mogoče sugerirati, če zdaj tehtate vse te kriterije, katerega bi izbrali, pa če ste še neodločeni, imate tukaj zdaj na nek način stvari oziroma pomisleke, ki jih je vredno mogoče vzeti v upoštev. Dobro, zdaj če se lotimo najprej predmetnikov. Predmetnik univerzitetnega programa računalništvo in informatika, mi to radi rišemo v teh takih lepih krogcih. Tamle gor najprej vidimo predmete prvega letnika, predmete drugega letnika, tole od spodaj je 3. letnik. Niti ni toliko zelo pomembno, kaj piše noter v teh krogcih, kot mogoče njihova barva, ki malo v bistvu odraža strukturo tega študijskega programa. V prvem pa drugem letniku vidimo veliko črnih krogcev. To so obvezni predmeti, seveda, če hočeš postati nek dober ekspert na področju, moraš iti čez neke osnove. In vendarle lahko pogledamo, vidimo, da je tam kup enih programerskih predmetov, neki programiranje 1, 2, algoritmi in podatkovne strukture in podobni. Vidimo, da je veliko matematičnih predmetov, linearna algebra, verjetnosti račun in statistika, osnove matematične analize in tako naprej. Zakaj? Matematika je osnova vsega, kaj se na tej fakulteti dogaja. Brez tega računalništva preprosto ni. In v 3. predmetu se začnejo množice nekih rumenih predmetov oziroma celo sklopov. Vidimo, da so grupirani v skupine po 4 predmetov, to so tako imenovani 4 predmetni moduli. To je vaša priložnost, da se v 3. letniku torej odločite, kaj pa zdaj vas zanima naprej za vašo bodočo karierno pot, študij najprej seveda in pol karierno pot. Tako da to je točka, ko kot študent lahko zberete, ali bi poglabljali recimo predmete z področja umetne inteligence,
kar vam daje mogoče neko globje razumevanje, kako danes umetna inteligenca dela, kako tale chat GPT, o katerem je toliko govora, funkcionira, kako narediti tak sistem, predmet oziroma sklop multimedijske tehnologije. Ne? Če imamo kakšne igričarje zauzete, Fortnite, Minecraft in tako dalje, ne? Ja, seveda, to je zelo relevantno. Ne? To ni tako, da se kar usedeš pa igrca rata, treba je zelo veliko znati o računalniški grafiki, o hardveru, kako ta sistem dela, o računalniški komunikaciji. Ko smo pri komunikaciji, vidimo, da je to tudi en sklop tukaj na koncu. Danes ne gre brez sodobnih metod za kriptiranje, če hočemo kupovati prek interneta, varno, torej poslovati, trgovati, izmenjavati podatke. Programska oprema, sodobni prevajalniki, kako narediti prevajalnik, ne? To v bistvu je eno zelo tako kompleksno znanje, ki tudi zahteva par predmetov. In informatika, ne? Vi, ko pridete, mislim tako, danes so ta programerska znanja že tako lahko dostopna vse povsod na internetu, da povprečno inteligenten človek, če se usede za nek online sistem za učenje, se lahko nauči programiranja. Ne? In tukaj dostikrat pride pol do vprašanj, zakaj pa moramo iti pol na fakulteto. Ne? Ja, odgovor je v bistvu zelo preprost. Ne? To, da znaš ti programirati, še ne pomeni, da znaš upeljati v nekem podjetju kakšen večji informacijski sistem in na nekaj novega postaviti, neke velike integracije narediti. Tole tukaj je en sklop, ki te uči točno to. Kako zajeti zahteve od uporabnika, kako se pogovarjati z ljudmi, kako razmišljati, če imaš ti razne sisteme, kako jih povezati skupaj. To ni mačji kašelj, zaradi tega, ker to so sistemi, ki so veliki, bančni sistemi, zavarovalniški sistemi, kjer majhna napaka lahko povzroči veliko škodo. In takih sistemov se ne da implementirati ljudem, ki so se naučili čez noč programirati preko neta, ampak kakšnim resnim študentom, tako kot ste vi, bodoči, upam. Dovolj o univerzitetnem študiju, še tega leta drugega, da vam predstavim visokošolski. Tako, kot vidite, malo je v bistvu schema tega študija drugačna. Imamo tudi podobne obvezne predmete v prvem letniku, čisto zgori. Seveda ti predmeti se izvajajo mogoče na kanček blažji stopni. Izbirnost pa tukaj drugače zgleda. Izbirnost se tukaj začne že kar v drugem letniku in ni organizirana v obliki teh modulov, ki smo jih videli na univerzitetnem študiju, ampak bolj v obliko nekih poti skozi študij. Saj zgodba je zelo podobna. Spet zbirate neke smeri, ki bi vas mogoče bolj zanimale in imate v bistvu predpogoje, se pravi za to, da tukaj upravite predmet odločitveni sistemi, je treba ta pa ta predmet upraviti, pa še tele neke predhodnike. In v bistvu vaš cilj je, da izberete vsaj dve poti, ki vodijo do teh tirkiznih predmetov, v tem pravimo v bistvu ciljni predmeti. Poudaril bi tukaj to, kar sem prej rekel, vidite, da ima v bistvu tale študijski program delovno prakso v tretjem letniku, oba dva programa se pa seveda končata pol z diplomskim delom. S tem sem vam jaz v bistvu povedal vse, kar sem želel povedati. Navezal bi se mogoče samo še na to, kar je prej v bistvu prodekan vam povedal. Polagam vam tudi jaz na srce, da sami pri sebi premislite, zakaj želite študirati računalništvo. To bo odgovor tudi na to, kjer program je bolj primeren za vas. Če ste še vedno v dilemi, vam bomo seveda pomagali z nasveti, tukaj ali danes ali pa po e-mailu. Poudaril bi še enkrat to, da sta oba dva študija intenzivna. Treba vložiti kar nekaj dela, kar nekaj švica, kar nekaj neprespanih noči, brez tega žal ne gre. Največje plačilo, ki ga boste za to dobili, je pa, da boste eden od najbolj konkurenčnih kadrov na svetu, če dole doštudirate, brez kakršnih koli težav v zaposlovanju. Nekdo, ki razume tehnologije prihodnosti, jih ne samo uporablja, ampak jih je sposoben tudi narediti in ustvariti. Tako da toliko z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala, Zoran. Če so kakšne vprašanja, bo na koncu priložnost, da jih vprašate, tako da dajte si jih zapomniti. Sedaj pa sledi v bistvu predstavitev prvega interdisciplinarnega programa, in sicer računalništvo in matematika, ki ga izvajamo takole skupaj z Fakulteto za matematiko in fiziko. In z nami je docent dr. Matija Pretnar, z Fakultete za matematiko in fiziko. Tako da, Matija, izvoli. Hvala. Kakor ste že slišali, matematiki se pa računalništvu ne bo dali izogniti, zaradi tega, ker je njen temelj. Ampak tudi računalništvu se pa matematiki ne da izogniti, zaradi tega, ker v današnjem svetu je preprosto preveč številk, da bi jih lahko še tako kot Juri Vega z nalivnikom na papir preračunavali.
Ni pa samo to, da sta matematika pa računalništvo orodje en za drugega, ampak sta tudi navdih en za drugega. Iz matematičnih idej nastanejo novi algoritmi in računalništvo zadnja leta je zmeri bolj nek navdih za neke nove smeri matematike. Tako da, ker sta te dve področji tako povezani, se ne da izogniti ne računalništvu v enem predmetniku in ne matematiki v drugem predmetniku. Tako da je potem vprašanje, zakaj pa potem IŠRM, v čem se ta razlikuje od teh dveh. Pri tem programu boste spoznali dodobra temelje obeh področji. V primerjavi s študijem računalništva in informatike bo veliko več poudarka na abstrakciji, na dokazih in na vsem temu matematiki. V primerjavi s študijem matematike boste pa veliko več enih projektov delali, dobili neke kilometrine in se na koncu ne boste ustrašili, česarkoli bodo postavili pred vas. Tako da to so še en plus je, v praksi bo študij potekal tako, da boste nekaj časa tukaj, nekaj dni pri nas na fakulteti za matematiko in fiziko, ki je nedaleč stran, ampak vseeno je urnik tako zorganiziran, da ste ene dni tukaj in druge dni tam, da vam ni treba teči z ene na drugo in boste tako spoznali tudi nekako dva različna pristopa do sveta. Enega tacga v tem trenutku osredotočenega v prihodnost in našega bolj brezčasnega matematičnega. Minusi, mogoče bi dva minusa poudaril, pa jih ta prvega ni treba tako resno vzeti in sicer, kakor je povedal profesor Bosnič prej, ni važno, kaj piše v krogcih, važna je barva. Tukaj je barva izjemno črna, zaradi tega, ker morate obe področji spoznati in ni več prostora za izbirnost. Samo čisto na koncu, v zadnjem letniku imate en splošni izbirni predmet, en matematični izbirni predmet in en modul si izberete. To je en minus, ta drug minus, ki ga pa morate resno vzeti, je pa, da je študij zahteven. Med letom boste se kar našvicali ob programerskih nalogah in projektih in vas bodo roki lovili in boste na matematiko malo pozabili, ampak potem, ko pridejo izpiti, se boste pa tudi na to spomnili. Ker snov je zahtevna, ampak če vas veselita obe področji, če ne veste, ali bi šli na matematiko ali bi šli na računalništvo, če ste danes popoldne mislili še k nam na FMF na informativni dan, potem ni nobenega vprašanja, kam se vpišete na IŠRM. Hvala. Najlepša hvala, Matija. Tako, sledi naslednji interdisciplinarni program, to je pa program Multimedija, ki ga izvajamo skupaj s fakulteto za elektrotehniko in z nami je docentka doktorica Sara Stančin z fakultete za elektrotehniko, ki bo predstavila ta program. Izvolite. Lep pozdrav potem tudi z moje strani. Torej, jaz prihajam z fakultete za elektrotehniko, kjer, tako kot so me kolegi že predstavili, izvajamo interdisciplinaren program Multimedije, skupaj torej v sodelovanju s tole matično fakulteto tu. Zdaj, program Multimedije, tako kot ostali interdisciplinarni programi, ki bodo danes predstavljeni, so zasnovani tako, da sprejmejo majhno število študentov. Na Multimediji je omejitev vpisa v prvem letniku 30, kar pomeni, da nam zadeva omogoča, da delamo v nekoliko manjših skupinah, mogoče celo na individualni osnovi, predvsem pa to pride do izraza v kasnejših letnikih, drugem in tretjem, kar je za multimedijo bistveno, ker študenti multimedije imate veliko stik, boste imeli, tisti, ki se vpišete, boste imeli veliko stika s konkretno opremo, tudi za produkcijo audio, video vsebine in je fino potem, da vsak dejansko dobi občutek, da dela s konkretno opremo. Tako. Zdaj, mogoče nekomu na prvi pogled zveni multimedija kot en umetniški študijski program. Nujno je poudariti, da multimedija to ni. Multimedija je tehnični, inženirski program, študijski. Vsebuje temeljne predmete, tako kot je profesor Bosnič prej poudarjal, tiste, ki so težki. Programiranje, matematika v prvem letniku, v drugem letniku pa digitalno obdelavo signalov. Tako da tisti, ki vam taki predmeti niso najbolj mili, mogoče raje poiščete kakšno drugo študijsko smer.
da kasneje ne bo nepotrebnih zapletov in izgubljanja časa študijskih let in tako naprej. Študenti, ki se vpišejo na multimedijo, dobijo nekaj širšega strokovnega izhodišča, kasneje tudi torej za svojo zaposlitev, kot ga dobijo študenti, ki so bodisi na elektro, bodisi na računalništvu. Tako kot pri prejšnjem interdisciplinarnem programu, torej gre za presek strokovnih predmetov z obeh dveh fakultet. Računalništvo, torej predmeti, ki se izvajajo, ki so v osrčju te hiše, umetna inteligenca, računalniška grafika, torej sodijo v predmetnik na multimediji, obenem pa v predmetnik sodijo tudi tako imenovani telekomunikacijski predmeti. To so tisti predmeti, kjer se naučite, kako dejansko neke signale prenašati od točke A do točke B, ne glede na medije. Je medij žičen, je brezžičen, in to so predmeti, kot so mobilni sistemi, internet stvari in podobno. Po vrhu, po takih strokovnih predmetih, pa potem v predmetnik sodijo tudi recimo temu kreativni predmeti, kjer se študentje naučijo produkcije, audio vsebine, produkcije video vsebine in tudi nekaj oblikovanja. Zdaj za tiste, ki boste imeli še kaj časa danes, na Fakulteti za elektrotehniko je razstavljeno reportažno vozilo skupaj z naborom demotov multimedijskih, tako da se lahko oglasite še tam, vljudno vabljeni. Vsekakor pa je tudi potrebno poudariti, študentje multimedije, tako kot elektro, naši domicilni in študentje na FRIU, programiranje in informatika oziroma računalništvo in informatika, greste tako torej vsi skupaj koristite Erasmus izmenjave in dobite vredne izkušnje gostovanja na neki tuji univerzi znotraj EU in si razširite nabor. Imate možnost enega napredka, ne samo strokovnega, ampak tudi mogoče osebne rasti, kulturološkega razvoja in tako naprej. Če boste imeli še kakršnokoli vprašanje, tukaj še nekaj časa ostala, tako da predlagam, da me poiščete. Mogoče se spustimo še v kakšno vprašanje, kakšno problematiko. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi pa še tretji interdisciplinarni študij, ki ga izvajamo, to pa je upravna informatika, in tukaj z severnega študentskega kampusa prihaja docentka doktorica Tina Jukić z Fakultete za upravo. En lep pozdrav tudi z moje strani, torej univerzitetni interdisciplinarni študijski program Upravna informatika je program, ki ga skupaj izvajata Fakulteta za računalništvo in informatiko in pa Fakulteta za upravo. Za tiste, ki za Fakulteto za upravo morda še niste slišali, gre za fakulteto, ki je v neposredni bližini Ekonomske fakultete in Fakultete za družbene vede za Bežigradom. V praksi to pomeni, da se približna polovica obveznosti na programu izvede, posluša tukajle na FRIU, druga polovica pa na Fakulteti za upravo. Zdaj, študentje na tem programu v grobem usvojijo, bom rekla, vsebine iz dveh področij. Seveda, računalništva in informacijskih sistemov v okviru predmetov uvod v računalništvo in informatiko, programiranje 1, programiranje 2, podatkovne baze, elektronsko poslovanje, spletne tehnologije, razvoj informacijskih sistemov in še nekatere druge predmete tukajle na FRIU. Drug del vsebin, ki jih pokriva Fakulteta za upravo, pa se nanašajo na upravno-pravna, ekonomska, organizacijska znanja za razumevanje delovanja javnega sektorja oziroma javne uprave. To so predmeti pravna ureditev javne uprave, temelj ekonomije, ravnanje z ljudmi v upravi, upravni postopek in upravni spor, ki je eden ključnih normativnih aktov v javni upravi, in pa menedžment v javnem sektorju in še druge vsebine, ki jih boste poslušali pri nas. Vendar, zakaj so ta znanja tako pomembna in tudi cenjena? Praktično vse države po svetu zadnji 2 leti intenzivno vlagajo v razvoj e-uprave, v digitalizacijo javne uprave. V medijih zagotovo ne malokrat slišite za projekte e-zdravja oziroma digitalizacijo zdravstva, digitalizacijo podatkovnih baz v zdravstvu, projekte e-sodstva, e-storitev javne uprave, storitev, ki omogoča online ustanovitev gospodarske družbe oziroma SP-ja in še bi lahko naštevali. V slovenskem upravnem kontekstu se večina teh projektov outsourca, torej jih za javno upravo izvedejo zasebna podjetja, ki se torej prijavijo na razpise. Zdaj, to pomeni, da podjetja po eni strani potrebujejo ne samo inženirska znanja, s pomočjo katerih lahko te rešitve razvijajo,
ampak potrebujejo tudi znanje, razumevanje, delovanje o delovanju organizacij javnega sektorja. Zakaj je to tako pomembno? Če vzamemo kot primer samo online storitev za ustanovitev gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika. Samo pri izvedbi te storitve sodeluje 15 in več organizacij javnega sektorja. In zato je razumevanje vlog posameznih izjemno pomembno. V javni sektor, ki je izjemno kompleksen, sodijo ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote, občine, agencije in še bi lahko naštevali. Tako da razumevanje njihove vloge, njihovih pristojnosti je tudi, če se zaposlite v zasebnem sektorju, izjemno pomembno. Tudi zaposlitveni obeti na tem programu so dobri. Mi smo 2 leti nazaj naredili analizo zaposlenosti in takrat samo en diplomant ni bil v delovnem razmerju. Vsi ostali so zaposlitev dobili v največ 6 mesecih od zaključka študija in tako kot velja za študente matičnih programov FRIA, tudi tukaj moramo včasih študente, bom rekla, malo zaprositi ali pa opozoriti, da naj mogoče majčkeno manj preko študentskega servisa delajo in zaključijo študij. Torej, dodana vrednost inženirjev upravne informatike, to je naziv, ki ga boste osvojili ob koncu študija, je torej, da posedujejo ključna znanja iz obeh področij. Naši diplomanti nam pogosto rečejo, dobili smo najboljše od obeh svetov, najpomembneje od obeh svetov, torej tega družboslovnega in inženirskega. Namreč večina njih se zaposli v tem inženirskem segmentu. Na programu razpisujemo 25 mest, lansko leto brez omejitve, zato je morda dobra strategija, če niste povsem prepričani, da boste prišli na matične programe FRIA, da si izberete pač kot drugo možnost upravno informatiko. Te predmete, ki jih boste poslušali na FRIU, boste poslušali skupaj z študenti matičnih programov FRIA. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker ne glede na to, da ima program nekaj družboslovnih vsebin, to še ni po defaultu v celoti družbosloven program. Predmeti, kot so programiranje 1, programiranje 2 in še številni drugi se izvajajo, torej vsi predmeti se izvajajo po enakih kriterijih, kot se izvajajo za študente drugih programov FRIA in pa na fakulteti za upravo študente pač naših matičnih programov. Tako da, naj vas povabim na program Upravna informatika. Na voljo sem vam kasneje tudi za morebitna vprašanja, v tem trenutku pa je to, kar sem vam želela sporočiti. Zdaj pa vabim še prodekana, da vam poda še nekaj ključnih informacij o vpisih na študijske programe. Zdaj smo slišali, na katere programe se lahko vpišete na prvo stopnjo. Pomembno v tem trenutku je tudi, kako se vpišete. Torej, na tej prosojnici vidite rok, do kdaj morate oddati prijavo prek portala EVŠ. In kamorkoli se boste v Sloveniji vpisovali, je to portal, ali se vpišete na FRI ali pa mogoče na kakršnokoli drugo fakulteto ali pa drug program v Sloveniji. Ampak to so vas verjetno že obvestili v srednjih šolah, tako da mogoče tukaj ne bi izgubljali preveč besed. Morda pa je ob tem vpisu potreben še pogled v prihodnost, ker študij se ne konča po prvi stopnji. Lahko se konča, ampak načeloma več, ko veste, več tudi veste, česa ne veste. Torej, nekateri naši matični programi imajo potem naslednike na drugi in tretji stopnji, tako kot na primer računalništvo in informatika, z mogoče malo bolj zahtevno specializirano smerjo podatkovne vede, potem računalništvo in matematika, multimedija. Seveda se lahko, če končate multimedijo prve stopnje, vpišete na računalništvo in matematiko druge stopnje. Morda tukaj velja poudariti, da je to možno, vendar bo mogoče za vas malo težje, ker boste slišali manj snovi z področja matematike in boste morali potem to na drugi stopnji nadoknaditi. Naslednje leto se uvaja tudi nov program umetne inteligence na drugi stopnji, ki se izvaja z več tujimi inštitucijami, potem digitalno jezikoslovje je podoben program in še 3 programi, kot je 2 programa kognitivna znanost in uporabna statistika, ki se izvajata znotraj več članic Univerze v Ljubljani, kot je pedagoška fakulteta, medicinska fakulteta in tako naprej. Po drugi stopnji pa seveda je še zadnja stopnja,
kjer imamo na voljo naš matični program in tudi interdisciplinarni program bioznanosti, ampak mogoče več o teh programih govorimo na drugih informativnih dnevih za 2. in 3. stopnjo. Važno za vas je samo, da veste, kakšne so možnosti za nadaljevanje študija po 1. stopnji. Da si mogoče ustvarite ali pa zamislite svojo pot izobraževanja. Kar se tiče mednarodne vpetosti, na fakulteti sodelujemo z zelo veliko drugimi univerzami, raziskovalno, pedagoško in tudi omogočamo prek programa Erasmus, da se lahko vpišete na mnogo drugih univerz. Pri tem smo seveda liberalni, saj vemo, da nismo mi edini, ki poznamo računalništvo, ampak so to tudi druge inštitucije v svetu. Zaradi tega, če si izberete, da boste v nekem semestru obiskali nek drug program, vam veliko večino ali pa vse, kar naredite tam, priznamo. To ne pomeni, da potem rabite nekatere predmete, ki so tukaj v vašem predmetniku obvezni, potem še enkrat opravljati, ko pridete nazaj. Tako da, to je ena lepa možnost, da izkoristite in si razširite obzorje ter ugotovite, kaj počno in kako še drugje poučujejo računalništvo in informatiko. Poleg tega pa imate možnost izbrati še študij na dvojnem programu z univerzo v Južni Koreji, to je Kyangpuk National University. Nahaja se v mestu Daegu, kjer se nahajajo tudi večja podjetja, kot je Samsung, Hyundai, LG, in ta univerza je zelo povezana s temi podjetji, tako da če boste se odločili za ta dvojni študij, boste en čas preživeli tudi na tisti univerzi in na koncu boste pridobili diplomo naše univerze in diplomo univerze v Južni Koreji. Zdaj, kar se tiče obštudijskih dejavnosti, to mogoče bolj vodi študentski svet, zato bi tukaj povabil kolega Vasjo Leva Kirna, da predstavi to področje. Ja, lepo pozdravljeni vsi še iz moje strani. Res vas je veliko. Moje ime je Vasja in jaz sem predsednik študentskega sveta tukaj na FRIU. Trenutno sem absolvent univerzitetnega programa računalništva in informatike in pišem diplomo, tako da sem že na koncu. Jaz bi želim povedati še malo o obštudijskih dejavnostih in moje izkušnji študija v zadnjih letih. Prodekan, profesori in dekanja so vam že veliko povedali o izobrazbi, ampak to ni vse, kar je del študijskega življenja. Zelo pomembne so tudi vsi ostali dogodki in spomini, ki se jih boste ustvarjali tekom 3-4 let. Tako da ja, poleg študija. Torej, za začetek bi vam predstavil študentski svet FRI. Mi smo glavni predstavniki študentov, to je to, kar sem jaz tudi član in drugi študentje, in sodelujemo v komisijah in smo glas študentov pri odločitvah na študijskem programu. Torej, ko boste na FRIU, tako kot na drugih fakultetah, smo mi tukaj v bistvu, da zagovarjamo vaš glas in vaše interese. Veseli smo videti, da se nam pridružite, tako da če koga to zanima, vedite, da vas povabim, da se pridružite in da je to neka možnost, ki vam je v celoti odprta, ko pridete na študij. Pred začetkom študijskega leta, torej to bo konec septembra, organiziramo tudi uvod v študij, kjer boste lahko spoznali fakulteto, pridobili znanje malo računalništvo in ponovili srednješolsko matematiko. Tisti, ki pridete na FRI, vas res toplo povabim, da pridete in še malo več zveste pred začetkom študija. Obštudijskih dejavnosti je res veliko, ampak da na hitro povzamem, spoznali se boste lahko tudi na različnih spoznavnih piknikih, spoznavnih žurih, drugih dejavnosti, kot recimo dobrodelnih dnevih in večerih družabnih iger. Srečamo se tudi zunaj faksa na kakšnem pohodu na Šmarno goro in takih športnih dejavnostih. Poleg tega pa so tudi dejavnosti, ki se organizirajo zunaj fakultete skupaj z različnimi fakultetami, sprav kakšni večji dogodki, kakšno smučanje pa kaj takega. Torej boste imeli tudi priložnost, da spoznate sošolce in kolege iz drugih fakultet, da niste samo omejeni na FRI. Seveda boste tudi tekom študija spoznali sosede iz kemije pa iz biotehniške in nikakor niste omejeni na to, da se samo na FRI-ju v bistvu mi med sabo se čim več družimo, ker to naredi boljši študij za vse nas. Pri takih zabavnih dogodkih v veliki meri sodelujemo z študentsko organizacijo
študentska organizacija ima notri ekipo Friki in v bistvu oni skrbijo za bolj zabaven del teh obštudijskih dejavnosti, kot sem rekel, za študentski svet, mi pa za bolj formalne stvari v vodstvu fakultete. Torej, študentski svet in študentska organizacija sta dva glavna področja obštudijske dejavnosti na FRIU in tudi drugih fakultetah. Poleg tega imamo pa samo na FRIU ene par zelo zanimivih dejavnosti in društev. Kot prvo imamo garažo Free, to ni dejanska garaža, garažo za avto imamo tudi, ampak ko boste šli po predstavitvi na okoli po faksu, boste videli v avli eno tako sobo s steklenimi stenami. To je v bistvu pospeševalnik idej in če boste imeli tekom študija kakšne projekte, ideje, imamo torej facility, kjer boste lahko pridobili podporo, da boste kakšno tako idejo uresničili. Poleg tega je en super zabaven dogodek na FRIU tudi hackathoni. To ni niti samo na FRIU, ampak to tudi različne firme organizirajo, kjer se za 24 ur dobiš v skupini s kolegi in programiraš neko idejo. Zdaj, o tem boste veliko več vedeli, če boste prišli sem študirati, ampak hočem povedati, da je res zabavna stvar. In imamo še društva kot recimo Dragonsake, ki se ukvarja z hackanjem in različnimi IT področji, ter Business IT Club, ki pa je društvo, ki rad povezuje torej poslovni del z računalniškim delom v kakšnem podjetniški smeri. Poleg tega imamo pa tudi športne ekipe, odbojka, košarka, pa trenutno še nimamo v bistvu notranjega nogometa, ampak če vas to zanima, se tako ekipa lahko naredi. Torej, FRIU vam v tej obštudijski smeri tudi ponujajo ogromno, kot sem že omenil. Meni so bila ta leta študija zadnjih 4 let fenomenalna, kljub koroni, in to v veliki meri zaradi tega, ker je skupnost študentov na FRIU res prijetna, če ne drugo besedo. Res so fajn študenti, res so fajn kolegi. Zelo smo različni, zelo veliko različnih študentov se vpiše na študij na FRIU, ampak povezuje nas to, da nas zanima prihodnost, tehnologija in napredno razmišljanje, ki je potrebno v čisto vsakem področju na svetu. Ne samo računalništvo, ampak v bistvu bo čisto vsako področje rabilo računalništvo in take tehnologije. Profesorji bodo res dobro poskrbeli za vašo izobrazbo, mi iz študentskega sveta in študentske organizacije bomo pa tudi dobro poskrbeli, da bo vaše obštudijsko življenje kar se da zabaven in tukaj smo tudi za vsa vaša vprašanja. Zdaj pa, preden zaključim, bi rekel, da tudi jaz nisem vedel, kaj točno iti študirati po srednji šoli. Mogoče to je sigurno težka odločitev, ampak lahko vam rečem, da samo s tem, ko ste danes tukaj in sedite v predavalnici, ste sigurno že na pravi poti. In če se boste odločili za študij računalništva, če mene vprašate, je to pravilna odločitev, zaradi tega, ker študij računalništva in znanje, ki ga potem pridobite po koncu, vam odpre v bistvu vrata v cel svet. Ne rabite se omejiti na neko eno področje, ampak po končanem študiju res imate opcijo, da greste v kakršnokoli smer, ki želite. Z seveda fenomenalnim znanjem, ki ga bo vsak potreboval.